kaj naj rečem, največji talent, govorjenje. Ampak ne tisto za vsak dan, temveč načrtno govorjenje. Že v osnovni šoli lahko rečem, da sem si želela biti napovedovalka. Na radiju bi delala. Ampak bilo je potrebno poiskati poti do tja. Ni bilo preprosto, vendar ko sem vse poti prehodila in mi je uspelo, sem mislila, da je to. Pa ni bilo, ne. Preprosto zato, ne, ker sem se morala takrat veliko učiti. Začela sem s prvimi koraki, od tega, da so me učili, kako brati, na kakšen način, spoznavati naglase, kako jih izgovarjati. Torej, veliko vaj je bilo in pri vsakodnevnem delu, pa moram reči, da sem več kot 40 let delala na radiju, vsakič sem brala, veliko sem brala, veliko napovedovala in veliko tudi moderirala. Torej sem morala biti spretna tako v sproščenem govorjenju, kot tudi pri branju. Vendar nič ni šlo samo od sebe. Za menoj so stali dobri mentorji. Ljudje, ki so mi znali svetovati in ki so me nadzirali, ampak v dobrem smislu. Ki so me takoj po povedanem, po prebranem opozorili, lej, tole pa naredi drugače. Ni tako prav, tako je prav. In na ta način sem se učila. In to, kar počnem še danes, torej da tudi pomagam drugim pri javnih nastopih, da tudi učim, kako retorično dobro nastopiti, kako komunikacijsko sodelovati z drugimi ljudmi, to sem se naučila kasneje, v poznejših letih. Veliko dodatnih izobraževanj sem opravila preprosto zato, ker sem se morala naučiti nekaj novega. In potem mi je človek mogoče vprašal, pa saj imate srečo, nimate treme, pa vam je šlo z lahkoto. Ne. Jaz sem bila velik tremaž, zdaj sem malo majčkan bolj. Ampak še vedno imam tremo. In mislim, da je nikoli ne bom izgubila, ker menim, da je trema del javnega nastopa, del komunikacijskega procesa, če si odgovoren, če ti ni vseeno. In zato, da tremo zmanjšaš, moraš marsikaj storiti. Prva in osnovna zadeva pa je vaja na svojem področju, glasno pripovedovanje, govorjenje, dobra priprava, dobra struktura vsega, kar misliš povedati. In potem izvedba, ki jo vadiš veliko prej, ne na odru pred ljudmi, ampak veliko prej.